Od 22. do 30. junija je čas na Štajerskem rezerviran za obisk dogodkov na festivalu Lent. Če smo lahko lani bili priča velikemu spektaklu na Dravi, pa se lahko letos veselimo drugih izjemnih dogodkov in novosti, ki jih prinaša letošnji festival. In zato smo se odločili, da oživimo tudi čez dan mestne ulice, mestne trge, in v letošnjem letu smo se zaenkrat odločili, da investiramo sredstva pač v to. Se pravi, da mesto zaživi, kar nam daje neko možnost v prihodnosti, da ljudje, ki bodo govorili, kako je Maribor v času Lenta prijeten, privabijo še več obiskovalcev, kar nam pomeni potencialno več denarja in bomo takrat delali ponovno večje spektakle. Čeprav spektakli uličnega gledališča bodo. Kdaj bo pa spet kaj spektakularnega na Dravi? Razen ognjemetov, želje imamo velike in mislim, da so v prihodnosti velike možnosti, da nekaj tajega tudi naredimo. Pozor, muzika na cesti je nov programski cikel, katerega dogodki se bodo odvijali od 11. do 17. ure. Organizatorji pozivajo glasbenike in skupine, da se prijavijo za ulične koncertne nastope, dogodki pa se bodo sicer odvijali na 3 prizoriščih. Grajski trg in pa Poštna ulica imata svoj oder z ozvočenjem, medtem ko bo na Gosposki ulici, tam bomo postavili neko preprogo in nanjo glasbenike, ki ne bodo ozvočeni. Glavna novost in to, kar smo pogrešali že 2 leti, je plavajoči glavni oder na Dravi, ki postaja stalen oder. Tako imenovan simbol festivala bodo letos krstili baletniki SNG Maribor z baletom Labodje jezero. Se mi zdi nadvsem umestna in fajno določitev festivala in gospoda Rukavine smo brez počaščeni, da je prav nam namenjena ta priložnost, da smo prvi nastopajoči na tem odru in seveda simbolično dejanje se bomo povezali z temi družinicami labodov, ki plavajo po Dravi, in mislim, da bo en magičen moment. Magične trenutke na glavnem odru bo letos pričaral tudi Đorđe Balašević, 100 violin iz Romskega simfoničnega orkestra, plavi orkestar Vlado Kreslin Tadejtoš in seveda bo tam potekal tudi zaključek letos že jubilejnega 30. Folkarta. In še ostale novosti, večerov oder brez stopnin se letos premika na trg Leona Štuklja. Prav tako se na novo lokacijo seli Jurčkov oder. Boljši pogoji za izvedbo koncertov bodo za izvajalce letos pri Fontani pri Stari Trti. Da bi privabili še več tujih uveljavljenih skupin ter gostov, pa organizatorji nekako apelirajo tudi na domače. Mogoče tudi, da bodo nekateri tujci, ki so tukaj, se zavedli, da vseeno so na tem področju, in mislim, da je tukaj prostora še kar dosti. Če bo ta pomoč in podpora večja, mi programsko nimamo limitov torej na koncu. Na današnji konferenci, kjer so organizatorji predstavili program, pa je bila prav tako podpisana pomembna pogodba z glavnim generalnim pokroviteljem festivala. Nekoč Zavarovalnica Maribor, danes Sava, sodeluje s festivalom Lent od vsega začetka. To nas zelo, zelo veseli, ker smo na ta način omogočili izvedbo ali pa boljšo izvedbo letošnjega Lenta, in sem prepričan, da smo tudi dolgoročno stabilizirali financiranje, vse kar se tiče glavnega generalnega pokrovitelja. Malo nam je žal, da ostali pokrovitelji ne vidijo te priložnosti, da pač vračajo mesto, v katerem poslujejo. Festivalska Lenta, ki omogoča ogled večine dogodkov, razen doplačljivih, stane 25 €, za študente in dijake pa 15. V 9 festivalskih dneh se bo na 8 prizoriščih skupno zvrstilo več kot 80 dogodkov.